Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa Albreht, drage cvetke, cvetkari, cvetovi, kako naj imenujem moške, klekljarje, dragi vsi prisotni, najprej seveda opravičilo za mojo zamudo, bilo je pravi odisovada danes dopoldne, preden smo uspeli priti iz Brusla preko Graca, pa sem, pa na poti je bilo veliko zapletov, tako da sem vesel, da sem se prišel pred koncem. Torej, opustite mi in istočasno hvala lepa, da ste mi poslali vabilo za ta vaš festival, za te 6. klekljarske dneve, ki bodo zagotovo marsikomu nas, ki smo prišli obiskati te vaše prireditve, postregli z veliko lepim. Pravzaprav sem vas in vaše društvo spoznal pred letom in pol v Bruslu, kot je že bilo omenjeno v vašem filmu. Takrat sta bila gostitelja vaše razstave takrat, moja kolega Lojze Peterle in Jelko Kacin, ampak vsi slovenski poslanci smo prišli na razstavo in na prireditev in še mnogo drugih, pa ne samo poslancev, tudi veliko uradništva je bilo tam, skratka prava gneča. In jaz lahko rečem, da ste prav žgale takrat z to svojo prireditvijo, ki jo je obiskala ali pa udeležila se tudi visoka predstavnica županja mesta Strasbourg, županstva mesta Strasbourg in pa odprl ga je pa gospod Valentin Inzko, visoki evropski uradnik. Tako da je tudi iz tega vidika imela prireditev res nek velik osrednji pomen. Kot veste, jaz sem član Evropskega parlamenta, odbora za kulturo. Ta odbor tudi v okviru svoje dejavnosti podpira tovrstne dejavnosti. Mi rečemo, da je Evropska unija temelji na kulturni različnosti, raznolikosti in evropske politike na področju kulture to tudi podpirajo z raznimi mehanizmi in programi in prav je tako. Evropa se kulturno ne more poenotiti in se tudi ne misli in nima smisla, da bi kaj takega počeli, recimo kot so kakšni drugi državi. In prav je, da poskušamo te veščine in pa vrline, spretnosti, ki so jih imeli naši dedje in babice, da prenašamo tudi na mlajše rodove, zaradi tega je pomen in poslanstvo vašega društva izjemno pomembno. Ampak niso dovolj samo volja in ljudje, potrebni tudi denar in pa seveda tudi podpora skupnosti, lokalne skupnosti in jaz sem vesel, da to pri vas je tako. Lahko rečemo, da smo v Sloveniji, odkar imamo lokalno samoupravo, občine, doživeli pravo renesanso, ponovno oživljanje raznih ljubiteljskih dejavnosti, spoštovanja in negovanja tradicij, tako duhovne kot materialne kulture in jaz upam, da je zadnji čas, da so lahko tisti, ki so malo manj mladi in ki imajo te veščine in pa spretnosti, da še se lahko te prenašajo na mlajše generacije. Nedavno tega sem bil v Bruslu, tudi v muzeju ročne umetnosti in z hčerjo, ki študira nekaj podobnega, se tudi s tem ukvarja in tam sem videl kar precej prostora namenjeno ravno klekljarski umetnosti. Prav neverjetno, kako je Evropa, moderna Evropa bila povezana z to dejavnostjo in takrat se spomnim tudi na vas, ki že skoraj drugo stoletje se ukvarjate s to dejavnostjo v vašem kraju, v Žireh. Od začetka je bilo seveda to bolj socialno-ekonomska stvar, gospodarska stvar, obrt. Danes pa, kot smo slišali, že bolj vlečena kulturo in pa umetnost. Prav impozantno je dejstvo, da ste že pred več kot 100 leti organizirali kitkarsko šolo in jo ohranili vse do danes in to je velika stvar. To je res velika stvar in čestitam vam za to. Jaz vam želim, drage klekljarke, da ste uspešni še naprej pri tem svojem naporu in delu, da se vam uresničijo tudi te skrite želje in načrti, ki jih imate v zvezi z zaščito, recimo vaše blagovne znamke, kakorkoli jo boste že poimenovali, ali bo to krajinska ali žirovska čipka,
in da nadaljujete z tem svojim poslanstvom, ki istočasno v kraju in pa tudi širši regiji ustvarja neko svojo identiteto, ne, in tudi prepoznavnost za vse vas. Tako da želim, da tudi mladi sledijo vašim naporom in da ta obrt, umetnost, veščina, spretnost ne bo izumrla. Hvala lepa.